Juta zgleda na majhni površini neimpresivno. Zaradi tega jo običajno rajši prikažemo na večji površini in tudi Marko ima danes večji panel. Za juto je proizvajalec Wallpaint patentiral valček. Patentiral valček zaradi tega, da lahko ustvarjamo vzorec, ki je specifičen. Podlage pri juti so lahko bele ali pa obarvane in pa potem izberemo končno dekorativno barvo v neki točno določeni niansi. Wallpaint si želi ta izdelek v večjih komercialnih objektih, kot so hoteli, restauracije. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko brez težav ta vzorec popravljamo, tudi če se zabriše. Imamo tamponske odtise za popravljanje vzorca okoli stikal ali pri težje, bom rekla, dosegljivih površinah in se to dejansko, ko narediš, ne vidi. Zakaj? Ker jutina vreča nikoli ni perfektna, če jo pogledate dejansko. Jutina vreča je vedno malce neenakomerna, niti so neenakomerne in to je čar tega materiala. Če juto primerjamo z tapeto, se moramo zavedati, da je prednost, da se vzorec ne ponavlja. Kaj dobimo s tapeto? Vzorec se vedno ponovi. In če imamo to na 20 ali 30 kvadratih v nekem hotelu, oddaleč ti točno vidiš, da se ti vzorec ponovi. Če delaš juto, ker je to dekorativna barva, ki jo ti delaš ročno, se to nikoli ne ponovi. Pa stikov tudi ni, pa ne morejo se odpreti. To je prednost. Popravljeno je. Kako se nanaša, pa predajamo vodilo. Se pravi, juta lahko ima različne tone podlage. Podlaga je vedno prejme 1500, v našem primeru je zdaj bela, lahko je tudi siva. Nanaša se vsaj 2 sloja. Priporočam vsaj 2 sloja zaradi boljšega oprijema dekorativnega valja. Zdaj, če boste probali, je fejst hrapava podlaga, ima drugi pesek noter, lahko nanašate z valčkom, pičopičom ali pa brizgate. V tem primeru se ne nanaša z valčkom. 2 nanosa. Čas med prvim in drugim nanosom je nekje 4-6 ur, po drugem nanosu se pravi čakamo nekje 8 ur, pa lahko da imamo z nanosom minute. Juta se nanaša z posebnim valjem PV26, gosti, dolgodlaki. Nanaša se v vse strani. Materiali se nič ne rečejo, so pripravljeni za nanos. Nanese se čim več materijala gor. Taki on ima ko valerina? Rahlo mana valerina, s tem, da valerina ima še zraven dišava. Po nanosu je vedno fajn brez materijala, odvečni material pobrati dol, da imate čim bolj enakomerni nanos. Ko je material še moker, vzamemo val
z odtisom in z nežnim pritiskom vlečemo po površini. Tu se zna zgoditi, če nimate dovolj primera gor, da vam drsi valj, se pravi, vam dela bolj črte. Zato vedno priporočamo vsaj 2 nanosa primerja, da vam valj lepše leti, po domače rečeno. Kaj pa stik, gre dobro skrit? Ne, tu se zdaj vidi, tu mi je pobegnil. Stik. Zdaj, če imate večjo površino, je fajn, da ste vsaj 2 ali pa 3, da se menjava. Načeloma je bolj fajn. Dela se pa 3-krat v eno stran, pa 3-krat v drugo stran. Wallpaint je tako kot za vse naše materiale pripravo video navodila, ki so na YouTube dosegljiva. In prvič v zgodovini je postal tudi video za nanašanje jute pri večji površini in nanašala 2. Zaradi tega, da kaže, kako se stikate dansko, gleda en še drugega. Gre za zelo umirjeno delo. Ni pa vas se vage najete na valčko, dole, ne? Ne. Se, če juto pogledate, preča tudi ni ravno. Se lomijo. Ja, samo ti si to zagnumno, ne? To je vas se vage. Večkrat, ja, pa mislim, da... Ja, Trikrat v eno smer in 3-krat v drugo smer. Seveda, če je ekipa večja, ne? Ampak tu pol drži enkrat valček, ene ure. Ja. Načeloma delo ni zahtevno. Čas moraš imeti. Samo tudi moraš gledati. Tako pri vsaki stvari, tisto moraš gledati, da ni zadrži si eno linijo, Drži. ne. Seveda je to tudi problematično, če bi imeli ekstremno višino. Ja. Stopnišče pa še, stopnice zmes. In pa, koliko imaš časa obdelave? Je odprta. Je odprta. No, to je pomembno. Zdaj, če imaš ti čas obdelave, tako ste mi rekli, 3-krat v eno smer, dobro, 3-krat v Bolje drugo hladno, smer. boljši je, ne? Ja. Ne. Ampak, če gre en za drugim, greš, kaj mislim. Neko mansardno stanovanje pri 35, izumaj, to ne, gre to, ne? Ne, mora biti ustvarjanje pogojev. Ja. Mora biti poštena, pa kvalitetna pripravljena. Tako, Poštena? Rečeno. Super. Super, zakaj ne? Recimo, Slovencev, zdaj vem sem za Miha, da je delal juto na eno steno spalnice in je delal sam. Je rekel, da bo tudi testiral. In pač seveda, tako pri vsakem materialu se na začetku pojavijo tiste klasične težave, ko pač moraš ugotoviti, kako začeti, kako končati, kdaj ti zasuši. In pa on je rekel, da je največji problem bil v tem, da stena ni bila ravna. 100%. Vse, kaj je otis, Tako. vse, kaj je otis, je problem ne ravnina. Zato, ker tebi zmanjka vzorec. Tako. In to so nakomene na tote gore, ne? Ja. Samo zato beže. Valček je... Malo je zvit to ploščo, pa jaz sem si gre. A gre malo zvit, pajka? Nažalost ne. Dobro, te bo naslednjič. Horizontalno vertikala. Ne smeš gor pa dol, samo dol. Samo v eno. Samo v eno smer. Ja. Te bi že pejak zaslužil, gore dol, ne bi pa vrga. Tega si dobro. Malce pomoči to misli. Ne, ja. Ne, glede, ja, si to je pripravljene površine, se veste. Ja. Ampak je zanimivo. Tisto je vse najbolj pomembno, kaj je. Ja, še nimam spodec. Za težko dostopna mesta obstajajo posebne tamponi. Mogoče lahko za tem tamponom, potem tiste, kaj je mogoče stenska neravnina, veš, da je. Se pravi, če imate luknjo noter, Ja. vzemete bolj tega, pa ven popravite. Recimo moraš tišnico dol zadelati, ne? Ja. Okrog tičnic, na primer, spodaj ali pa spodaj pri stropih, ne? Bravo.
In dejansko upoštevamo, da on zdaj zelo točkovno dela odtise. Nič se ne pozna. Ni efekta, ne uničiš vzorca. Je pa res, da treba vsaki stranki povedati, prosim, jutina vreča, pogledajte si jo, kako izgleda, to ni perfektna oddaljenost med linijami. Je zanimivo, da malo bano rečemo. Ja, tako. Super. Športo vprašanje. Bravo. In kot vidite, na večji površini, če boste jo oddaleč pogledali, ona izgleda lepše, kot če jo gledaš v katalogu odpisov. To je zagotovo.